Vem, da ni lih lep prostor, ampak je najboljši, ki sem ga najdel tukaj okrog, da sem lahko parkiral tale avto zraven svojega imena. Točno 2 leti sem bil nazaj, točno tukaj in sem rekel, da se vrnem, ko bom imel pravi avto. In zdaj ga imam. Ja, na otok Tenerife morate, če želite videti, čigavo ime nosi Seat Arona. Arona je sicer malo mesto na jugu tega Kanarskega otoka, slabih 100 000 prebivalcev ima, ampak ime se je zdelo dovolj privlačno tudi podpredsedniku Seata, ki se je 2 leti nazaj tukaj sestal z županom mesta. In evo, danes se vozimo tudi za Arono, poleg Ibize, Leona, Toleda, Alhambre, Taraka, ki pripelje kmalu. Še veliko več jih je. Simpatična španska imena za poimenovanje modelov pa so nekje od 80-ih. Arona je še ravno pravi čas pripeljala na izjemno konkurenčen trg, ki raste daleč najhitreje v Evropi, zato nima lahkega dela. Avto ni bistveno večji od Ibize, s katero se deli platformo NQB A0. Samo 4,14 m meri v dolžino, ampak bi to načeloma moralo zadovoljiti tudi družine. No, jaz sem pa sem prišel zaradi najlepše ceste na svetu. No, vsaj ne najlepših. Ne verjamete? Boste zdaj. Speljane je praktično od morja in vse do nekje 2250 metrov nadmorske višine in to po aktivnem vulkanu. Ja, kisikove bombe sicer ne boste rabili še sabo, bo pa treba malo bolj pogosto požirati slino, da vas ne bo bolelo v ušesih. Tukaj boste tudi videli, zakaj je za takšen dolg strm klanec fino imeti turbomotor. Tudi če je tako majhen kot tale pri Aroni, ki ima samo 3 valje in liter delovne prostornine. Vseeno bo prav lepo sopihal v hrib in ga ne bo treba gnati v zgornje območje vrtljajev. Tale ima menjalnik s 6 prestavami, kar pomeni, da gre za močnejšega od obeh 1.0 TSI-jev in ima 85 kW, kar je 115 konjev. Sem presenečen, da je poraba po vseh teh klancih vseeno še vedno okrog 6 litrov, kar je zelo sprejemljivo za bencinski motor. Edino na zvok se morate navaditi, je kar glasen, ko postane klanc. Takole strm. Tole izgleda že kar noro, ne? Zdaj sem se uspel na nekje 1500 metrov nad morje, tam na spodaj. In najlepše, tole cesto so v zadnjih 2 letih obnovili in je praktično perfektna. Podlaga je krasna, lepo zglajena, ampak je asfalt še vedno dobro oprijemljiv. Tale ograja pa prej za kakšno lepo urejeno domačijo, kot pa za eno cesto. Ampak tole ni kar ena cesta. Pelje skozi najbolj obiskana naravno turistična znamenitost v Španiji in tudi najbolj obiskan narodni park v Evropi. Najprej se dvignete čez Caldero, kjer se je pred milijoni let ogromen ognjenik sesedel sam vase. Ne moram si predstavljati, kako je moral tole ropotati, ko se skoraj 4 km visoka gora poruši do nule. Ampak narava nas itak vedno znova preseneča. No, potem pa je znotraj nje nastal nov ognjenik, ga vidite tamle. El Teide se imenuje in je visok kar 3718 metrov. Če ga merimo od dna oceana, je to 3. najvišji vulkan na svetu. Nazadnje je tamle bruhal pred dobrimi 100 leti in pravi, da bo nekoč spet. Zemlja je še vedno živa, ja, in zato so poti tukaj še toliko bolj razborljive. Nikoli ne veš, mogoče bo naslednjo sekundo kaj kovcnal ali pa čez 1000 let. Če boste na ta otok seboj vzeli še družino in ne bo hudega. Otroke lahko peljete en dan v enega najboljših živalskih vrtov na svetu, kjer boste med drugim videli tudi pingvine in šov ork, nore meduze. Obiščete krasne plaže z vulkanskim peskom, nore klife, ampak tukaj boste pa gotovo najbolj uživali sami. Zanimivo je, kako enostavno je na Kanarskih otokih najeti avtomobil in kako poceni je sam najem. Za en teden Arone sem z vsemi doplačili dal samo 180 € in otroška sedeža sta zraven za ston. Avto ima 16 000 km, torej praktično nov. Edino, česar nisem opazil pri našem testnem 1 leto nazaj, je, da tale kle bolj škripa. Noro, črna lava vse okoli mene. Tole je bil zadnji izbruh lave tukaj gor pred približno 200 leti, lava pa je prekrila 5 kvadratnih kilometrov. In cesto so speljali kar takole po sredini. So pa že skoraj na vrhu, samo še malo višji se vzpnem in bom preko 2200 metrov nadmorske. Tukaj se cesta precej zravna, spodaj pa je bilo nekaj več ovinkov, kjer se lepo čuti lahkotnost Arone. Nova platforma je omogočila, da je ob kompaktnih zunanjih merah znotraj kar dovolj prostora. Sploh, če so vaše potrebe takšne kot moje tukaj, torej prtljaga za en teden in 2 majhna otroka. Veseli tudi, da je ergonomija tipična Volkswagenovska, torej so komande tam, kjer so vedno pri teh avtomobilih.
Edina stvar, ki Aroni res manjka, je več razburljivosti. Španci veljajo za temperamenten narod, zato bi lahko bilo več drznih oblikovalskih potez, da bi še bolj izstopala v teh norih krajih. Sem že pred 2 letoma povedal, da so otoki dobili ime po psih, Kanarčki pa po otokih. No, tokrat bom povedal samo to, da morate nujno preizkusiti tole cesto nad Arono. Lahko tudi za Arono vam ne bo čist nič hudega. Kaj, boš kaj bruhal? Buh ne daj.